Minuta za kulturo. Malce bova o kulturnih dogajanjih spregovorila člana kulturne redakcije Igor Bračeš in Tanja Jaklič. Prejšnji teden so se končali dnevi komedije, sredi tedna se je začel teden slovenske drame, ampak pravzaprav se je največja drama zgodila v Slovenskem centru PEN, kjer so po predlogu častnega razsodišča izključili Janeza Janšo iz članstva. Pobuda oziroma odločitev, v kateri smo pisali, sprožila kup odstopov, ampak Igor, medtem ko smo raziskovali razloge, zakaj se je to zgodilo, smo prišli do zanimivih odgovorov o valečem se kamenju. Nekaj takega so nama govorili sogovorniki. To je sprožilo pač en niz odstopov, ampak sama zadeva je pa tlela že dolg časa. V pogovoru, ko smo nabirali informacije, je Veno Taufer, ki je bil pobudnik tokratne izključitve, če lahko tako rečemo, omenil, da je že Boris A. Novak leta 1991 prišel s takim predlogom. Tako da ta zadeva je tlela. Dejstvo pa je, da je bil publicist, zaprti publicist Janez Janša, niti ne pisatelj, tako rekoč v pravem pomenu besede, v zaporu in je sprejem v PEN takrat, ko je bil v vojaškem zaporu, pač bil veliko simbolno dejanje, tudi tuja javnost je bila o tem potem obveščena. Tako da zdaj pa je 25 let minilo, vmes so se nekateri akterji te zgodbe tudi spreminjali stališča. Mislim pa, da je lansko letno opletanje z oznakami Udbaje, Udbovca, Udbovstva veliko pripomoglo k temu, da je Veno Taufer reagiral. Ja, kot je povedal Drago Jančar za Delo, zanj zadeva prav mučna, ker on je bil eden od tistih, ki so predlagali Janeza Janšo v članstvo in zato je pisal, mislim, na 2 ali 3 pisma upravnemu odboru, zdaj čaka na odgovor in se bo potem odločil o nadaljnjem postopku oziroma o nadaljnjem ravnanju. Kar nekaj članov je pa že izstopilo, omenili smo Alenko Puhar, potem Andreja Capudra, včeraj tudi Mandel Ljubljanski nadškof, metropolit Stres. Kaj misliš, kaj se od tega naslednjega zgodi? Ena od ugotovitev je, da je časovno to malce nesrečen dogodek. Za sam PEN pa to pomeni seveda neko šibitev, neko mogoče skoraj manjšanje ugleda. Po drugi plati je pa mogoče zanimivo ugotoviti, kaj se lahko zgodi. PEN ima častitljivo tradicijo, od leta 1926 obstaja, tako da po tej plati, če se recimo članstvo prečisti, je to lahko dobro, ampak če se pa to dela iz ideoloških razlogov, pa spet ni dobro. Tako da, ne vem, stvar pa je seveda dosti mučna, ker niso bili niti dobro razloženi razlogi. Zdi se, tak je vtis lahko v javnosti, da je lik Janeza Janše in vse tisto, kar on pomeni simbolno, tudi zmotil nekatere zdajšnje člane PEN. Ampak ko gre za dokončno odločitev, če se Janša ne pritoži? Ja, to je tako. Ja, če se pritoži, potem bo pa o tej zadevi odločal izredni občni zbor, sicer pa obvelja to, kar je zdaj upravni odbor sklenil na predlog častnega razsodišča. Kaj pa rečeš na citat Voltera, ki ga v naš odgovor Delu zapiše Drago Jančar, in sicer, da je sam to organizacijo in svoje delovanje v njej povezoval z Volterovo mislijo, obsojen to, kar si rekel, to, da celo življenje si bom prizadeval za to, da boš to lahko povedal. Ja, seveda. Temu lahko kdo kaj uporeka? No, to bi načeloma morali zmeri veljati. Tudi PEN je organizacija, ki ima v grbu pero, ki je močnejše od meča. Meč je prelomljen v grbu. Tako da po tej plati razumem, vsi se zavzemamo, ali pa vse člani PEN-a zavzemajo za svobodno izražanje, za svobodo izražanja vse povsod, kadarkoli, ampak potem pa pridejo na vrsto 3 pikce. Mislim, da je tukaj problem definicije, kaj sploh je narobe, pa kaj je prav v odnosu PEN-Janša. Janša ta hip niti ne razume, kaj je narobe naredil. Pobudniki stopa oziroma izključitve pa seveda jim je pa tudi jasno, zakaj ga ne marajo. Tako da tukaj stvari so precej zapletene
Razpletle se bojo seveda same od sebe, zdaj to je to kotaleče se kamenje, ko je enkrat zadeva sprožena, mora dobiti svoj konc, ampak vprašanje je, a bo to dobro za samo organizacijo, ki ima vendar en ugled, desetletja dolgo je bila. In ki je ravno v zadnjem času začela prirejati neke redne mesečne debatne večere, lahko jim predlagava, da imajo za naslednjo debato. No, se je o tem gotovo še veliko debatirali.